vas najprej lepo pozdravim na ta s sončkom obsijan dan. Naši matematiki letos nizajo uspeh za uspehom. Več o tem sta nam povedala Filip in Rene. Danes je z nami Filip, dijak prvega letnika, ki pa je zelo uspešen na matematičnem področju. Torej, Filip, naša šolska spletna stran je polna tvojih dosežkov. Nam poveš kaj več o teh? Ja, osvojil sem zlato priznanje iz logike, matemčka, razvedrilne matematike, biologije in pa naravoslovja. Pa tudi različna bonusna priznanja, recimo iz fizike. Te v prihodnosti čakajo še kakšna tekmovanja? Ja, na primer, zelo kmalu pride državno tekmovanje iz kemije in pa logična pošast. Mislim pa, da bo to počasi vse za to leto. Kako se pa pripravljaš na ta tekmovanja? Rešujem stara tekmovanja in pa se učim iz literature. Čez tekmovanja bolj, da se potrebno kaj naučite. Recimo kakšno biologijo je bila tema gljive in se mora naučiti iz literature. Za matematične tekmovanja pa posebej rešujem stara tekmovanja. Kje pa sploh najdeš motivacijo za vse te priprave in tekmovanja? Najdem jih v dosežkih, ki pridejo na koncu tekmovanja in pa v novem znanju, ki ga pridobim na tekmovanjih. Potem imaš še veliko sreče v prihodnjih tekmovanjih. Hvala. Z nami je Rene, ki je že vrsto let zapored uspešen tekmovalec na področju matematike. Rene, na tekmovanju z hitrega in zanesljivega računanja si že stari maček. Kdaj si začel tekmovati in kdo te je navdušil? Tekmovati sem začel v 2. razredu osnovne šole, na osnovni šoli Tišina. Navdušila me je pa že v 1. razredu moja učiteljica razrednega pouka. In kakšni so bili videti tvoji začetki? Morda si imel kakšnega mentorja? Ja, na začetku sem imel mentorja, učiteljica na osnovni šoli Tišina, Irena Kutoš, kasneje pa me je tudi pod mentorstvo prevzela učiteljica Anka Brinar, ki mi je bila mentorica do konca osnovne šole. Nam lahko kaj več poveš o samem tekmovanju hitro in zanesljivo računanje? Kako poteka, so kakšne posebnosti? Tekmovanje poteka v 3 kvalifikacijskih krogih, kjer učenci tekmujejo od doma in potem se okoli 15 najboljših uvrsti na državno tekmovanje. Najboljši iz državnega tekmovanja se pa uvrstijo še naprej na mednarodno tekmovanje. Zaradi koronavirusa je lani mednarodno tekmovanje odpadlo, letošnje pa je potekalo drugače kot ponavadi. Bi rekel, da je to boljše ali slabše? Ima definitivno prednosti in slabosti, ampak meni osebno je slabše, saj je tekmovanje v živo bolj v vzdušju in tudi hitreje in lepše mine. Videli pa smo te tudi v oddaji Slovenija ima talent leta 2013. Kdo te je opogumil, da si se prijavil in kakšna je bila ta izkušnja? Opogumili so me starši in pa učiteljica v osnovni šoli. Izkušnja je bila nepozabna in tudi v bistvu sem se nekaj naučil tam, kako biti pred kamero in podobno. Meniš, da se hitrega in zanesljivega računanja da naučiti? Do neke mere se definitivno da naučiti, ampak je veliko uspeha tudi temelji na treningu in pa na talentu tudi nekaj. Si tekom tekmovanja razvil kakšne posebne strategije ali je pomembna zgolj vaja? Mora biti pa celo kombinacija obojega? Definitivno je pomembna kombinacija obojega, ampak se tudi strategije da naučiti z vajo. Hvala, Rene. Želim ti pa še veliko uspehov v nadaljnjih tekmovanjih. Hvala. Maturantje smo tik pred zaključkom srednje šole in pretekli petek smo dijaki umetniške gimnazije pripravili našo zadnjo produkcijo. Dobrodošli na zaključni produkciji 4. oddelka.
Predstavil se nam je Marko Rengel. Interpretacija Potohodca, ki ste jo začutili na samem začetku, je sinteza vsega prebranega, slišanega, videnega ter občutenega, torej vseh Markovih izkušenj, kot tudi Zajčevih. Naj se najprej dotaknem vas, drage maturantke in maturanti, in se spomnim tistih let oziroma tistega časa pred 4 leti, ko ste se prišli vpisovati. Kaj vas je nagibalo k temu, da ste se vpisali, to veste samo vi. Mi, če sedaj povem, smo si takrat oddahnili. Bili ste prva generacija, bilo vas je ravno toliko, da ni bilo potrebno delati neke selekcije oziroma imeti omejitve in ravno dovolj, da ste bili za en poln razred. In potem ste šli iz leta v leto, ne da ste bili pod mojim budnim očesom, ampak zanimanjem sem si vas prišel velikokrat pogledati in moram reči, da sem se zelo domače počutil.
prijetno med vami. Naše ustvarjanje je pestro, zanimivo in sega tako na področje gledališča kot tudi filma. V letošnjem šolskem letu so dijaki filmske smeri posneli krajša filma, ki si jo bomo ogledali v nadaljevanju. Laura Podgoršek, Hanna Pušenjak, Lorien Landrikomp, Vanessa Pukšič, Lea Lajnšek in Sara Kovač so v pomoči ostalih dijakov in mentorjev posnele film Tišina, ki govori o dogajanju na gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer. Po več kot 20 letih se na šoli spet zgodi nepričakovani umor. Zato se 4 dijaki in profesor zgodovine odločijo, da bodo prišli zadevi do dna. V njem nastopajo tudi profesori Gorazd Žilavec, Jernej Jakelj in Vid Hajnšek. No, zdaj še to. Polovica filmske smeri, Matic Dominko, Lan Časar, Žan-Mark Čeh, Anej Kavaš, Lucija Čolnik, Nina Novak in Marko Rengeo pa je ustvarila film Razred. Snemalna ekipa se je podala v Ljutomer, da bi posnela dogajanje na ljutomerski gimnaziji Baltazarja Tomšiča. Za vašo pozornost. Bravo, Feri, razturu se. Ej, kar res sem stari, meni tako super bilo. Ja, super je bilo. Ne je bilo super. Pol vre nam je razlagal v te zbirke Baltazarovi komnov, pa ko pomenijo. Mislim, se pa drugo tako ali tako ne ve gučati, samo v tej komnoj, pa v tej njegovi prokleti žalvoj. Tako od filma nazaj gledališču. Gledališčniki smo letos poustvarili delo slovenskega dramatika Daneta Zajca Potohodec. Delo je izjemno poetično, zato moramo priznati, da ga sprva še sami nismo razumeli, a smo v pomoči naših mentorjev le našli bistvo. Režisersko taktirko je prevzel Marko Rengeo, ki Potohodca razume kot alegorijo o položaju človeka v absurdnem, mehaničnem in brezosebnem svetu. V spredje je postavljeno posameznikovo iskanje smisla in osmišljanje lastnega življenja v nesmiselnem svetu. Čeprav smo bili primorani ostati doma in gledališke odre zamenjali za Zoom, nam je vselej uspelo pripraviti predstavo. Ob tem smo izjemno ponosni, saj smo dokazali, da se znamo prilagoditi situaciji in iz nje izvleči najboljše. Zmeraj lahko prideš k meni, tudi z rokami, ki se jih drži kri, lahko prideš. Saj se jih. Bilo je, kot da opravljam dobro delo. Kot da sem spoznal, zakaj živim. Plahuta. Pogreb jutri ob 13. Mrzlikar. Pogreb jutri ob 12. Anne-Marie Partot. Pogreb jutri ob 14. Potohodec. Pogreb jutri ob 15.
Vsak večer se iščeta. Na poteh, kjer teče steklena deževnica mesečine. Če sem karkoli mislila, sem premišljevala, ali je to ljubezen ali sovraštvo. On jo išče med njenimi travami, med strupenimi rožami spominov. Dolgo jo išče. Ko jo najde, so njegova usta polna strupa. Ko najde njen obraz na njeni poti, ona ga išče med kamenjem, med osatom. Išče ga na njegovi poti. Ko ga najde, so njene roke krvave. Skrival sem se v tebi. Ko ga najde, se objameta. Zakaj so tvoja usta polna volčjih jagod? Ga vpraša. Zakaj so tvoje oči polne vsata? Jo vpraša. Zdaj le vem, bolj sovraštvo kot z ljubeznijo. Ampak vseeno, zmeraj bi hotela biti takšno skrivališče. In vse naokrog že zida jutro široko dvorano. Zato razpadejo njegova usta v dim. Zato slape njene oči v roso. Potem zbežita, vsak po svoji poti. Neznatna pod visokim, visokim stropom jutra. Boril se bom sam s sabo. Roka bo iztrgala roko. Noga se bo zapletla z nogo. Glas bo vstal proti glasu. Glas bo požiral glas. Žrtev je treba pridobiti. Če pristane, zares umre. Zgrabil ga bo vrtinec. In raztreščil. Truplo spremenijo v nov poklic. Na svetu se je treba do kraja obrabiti. Njegove roke bojo vstale. Njegovi prsti bojo vstali. Da v nič ne verjameš, tudi vase ne. 1000 njegovih delov bo vstalo. Da se potem zares čist in spravljam s tistim, kar se boš spremenil. Nismo premagani, bojo vpili prsti. Hočemo boja, bo rjovela trava njegovih las. Zgrabili se bojo, borili se bojo. Misliš, da je samo potohodca škoda? Misliš, da drugi ljudje niso potohodci? Zgubil sem usta. Zgubil sem hišo svojega glasu. Nobeden ne bo zmagal. Tako,
In smo na koncu. Preden se poslovimo, bi se radi iskreno zahvalili vsem profesorjem in mentorjem, ki ste iz nas naredili male učenjake in skrbeli za to, da nismo skrenili s poti kot potohodec. Resnično smo hvaležni za vso znanje in vse izkušnje, ki ste nam jih podali, ter nas poučili o umetnosti filma in gledališča. Iskreno cenimo vaše delo, vso pomoč in številne skrbi, da smo uspešno prehodili vso to pot do konca gimnazije. Opravičujemo se, če imate zaradi nas kakšen sivi las. Če kaj pomaga, obljubimo, da bomo dali vse od sebe, da porihtamo še maturo in nič manj uspešno, da nadaljujemo vsak svojo življenjsko pot. 4 leta smo tu, ne? Mislim, pred kratkim sem se spomnil, da sem še bil v prvem letniku, tako en torek v decembru bil, pa sem šel domov s postaje, pa ko sem prišel domov, sem se razjokal, ker nisem vedel, ali se naj vpišem na umetniško gimnazijo, ali pa naj ostanem naprej na predšolski še. In kar še s tem povedati je, mi ni žal, da sem se prepisal in pač ta 4 leta so imela svoje ups and downs, ampak meni je fajn bilo, pa verjamem tudi k mojim sošolcem. In zdaj mislim, ka vredi, če se v imeni vseh zahvalim tudi profesorom še enkrat, ka nas vedno naprej ciljate, pa vedno naprej, ka smo vedno boljši, kak pa, ja, mislim, ka sem neko besedo zgubil. Ja, ka smo, ka smo vedno neko boljši, taka hvala. Končajmo kot ponavadi z raziskovalno nalogo. Zdravje ljudi je v veliki meri odvisno od prehrane, večina hrane pa je pridelana v zemlji. Če je ta onesnažena, preidejo strupene snovi ravno in na koncu tudi do človeka. Zato smo se odločili, da bomo raziskovali vsebnost težkih kovin v kupljeni zemlji. Pobudo za najino raziskovanje so dobili v članku, v katerem je predstavljeno, kako nevarne za zdravje so lahko težke kovine v zemlji. Veliko ljudi pa se namreč sploh ne zaveda, kako onesnažena je lahko in da je včasih za zdravje nevaren že sam stik z njo. Najino raziskovanje smo začele v šolskem laboratoriju, kjer smo zbrale 5 vrst kupljene zemlje. Eno izmed teh zemelj lahko vidite tudi na sliki. Iz njih smo nato pripravile preparate z razklopom z zlatotopko. Te končne preparate pa lahko vidite na naslednji sliki. Skušale smo zbrati zemlje različnih izvorov, in sicer s komunale, z maloprodaje in uvoženo šoto. Nato smo te vzorce odnesle na fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo v Maribor, kjer smo določale prisotnost težkih kovin s pomočjo elektroanalizne metode. To je metoda, ki povezuje elektriko in analizno kemijo. Po opravljeni analizi se je na računalniku izrisal graf, iz katerih vrhov smo potem lahko sklepali na prisotnost določene težke kovine. Na naslednjih 2 slajdih lahko vidimo primere teh grafov oziroma voltamogramov. Iz prvega smo želeli preveriti prisotnost kadmija, cinka in svinca, iz drugega pa prisotnost kroma. V vseh vzorcih smo dokazale prisotnost kroma in bakra, v 3. in 4. vzorcu pa smo tudi dokazale prisotnost svinca. Poleg že prej omenjenih kovin pa smo še tudi dokazale v vseh vzorcih prisotnost kalcija, mangana in železa, ki pa ne predstavljata večjega tveganja in so že naravne sestavine zemlje. Sva pa tudi dokazali prisotnost svinca, bakra, kroma, niklja in arzena, ki pa v večjih količinah lahko predstavljajo tveganje in so kancerogene. Najino raziskovanje lahko zaključimo s trditvijo, da so kupljene zemlje kljub vsebnosti težkih kovin varne za uporabo, saj predpostavimo, da vzeti vzorci ne vsebujejo večjih količin težkih kovin, kot pa jih določa zakonodaja. Z gojenjem rastlin na takšni zemlji torej ni bojazni, da bi zaužili nevarne težke kovine.
Kljub temu pa za popolno preprečitev zaužitja teh kovin priporočava uporabo kupljene zemlje le za neužitne rastline, kot zemljo za užitne rastline pa priporočava uporabo domačega komposta. Lepo se imejte še naprej, naslednjič pa se srečamo že v 100. oddaji Aktualno na GFML.